Pravica do zdravstvenega varstva je v Sloveniji ustavna pravica in vsak poseg v pravice iz naslova zdravja in zdravstvenega zavarovanja mora biti zato skrbno pretehtan, se gre za tehtanje ustavnih vrednot. Zato je seveda smešno skrivanje ministra za zdravje, dr. Marušiča, za stroko, se gre za tisti del stroke, ki ga je sam imenoval in ki torej zagovarja rešitve, politične rešitve, za katere se je odločil minister kot politik. Že dejstvo, da se je minister najprej lotil mreže porodnišnic, ne pa recimo katere od storitev namenjene seniorski populaciji, jasno povedo, da gre za politično odločitev. Saj je otrok tisti, ki še ne gre na volitve, pa tudi mlajši, in starši so praviloma mlajši, seveda na volitve zelo malo hodijo, starejša populacija pa zelo veliko. Zato je jasno, zakaj si je izbral take prioritete, gospod minister, kot si jih je. Toda lotil se je problema na napačnem koncu. Kakršenkoli poseg v pravice, ko gre za porod, družino, porodnišnice, je izjemno tvegan. Se gre za zdravje in življenje vsaj dveh, matere in otroka, že v prvem trenutku. V resnici pa gre še za druge kvalitete, za vrednote, o katerih se v dosedanji razpravi skoraj nič ni govorilo. Gre za vprašanje družine kot celote, ko je rojstvo otroka, vendar trenutek v življenju vsake družine, ki je enkraten in neponovljiv in je od vključenosti preostalih članov družine v ta enkraten dogodek nekaj, od česar je odvisno potem tudi nadaljnje življenje celotne družine, kvaliteta tega življenja in iz tega izvirajoč tudi kvaliteta zdravja. Vsi to so elementi, ki jih minister sploh ne upošteva v svoji analizi. Prav tako pa se izogne upoštevanju stroškov, kajti v resnici govori predvsem o materialnih stroških, ki bi jih prinesli bistveno daljši prevozi in tveganju, ki ga taki bistveno daljši prevozi pomenijo za nosečnice. Sam poznam izjemno tragičen primer. Fanta, ki dela v Slovenski vojski, ki je zaradi predolgega prevoza otroka oziroma matere med porodom v porodnišnico prišlo do nepopravljivih posledic za sicer zdravega otroka in bojim se, da napačna politika, ki jo je zastavil minister v tem primeru, vodi v še več tovrstnih tragedij. Tragedij, ki ne zadevajo samo mater in otroka, ampak družino kot celoto na nek način pa vse nas. In tega bi se morali zavedati, ko o teh stvarih razpravljamo, se ne skrivati za stroko, ki pri tem vprašanju niti slučajno ni enotna. Naprimer, dva zelo znana profesorja porodničarstva na Ljubljanski univerzi, profesor Pajnhiger in pa profesor Lavrič, sta izrazita zagovornika manjših porodnišnic, kajti tam pride do bolj osebnega odnosa, potem pride do izraza kvaliteta bližine porodnišnice, pa tudi mnoge druge stvari so, ki govorijo v prid manjšim porodnišnicam. Ona dva posebej opozarjata na primere, ko so v nekaterih evropskih državah šli na združevanje porodnišnic, točno z enakimi cilji in načeli, ki zagovarja sedanji minister, pa se sedaj držijo za glavo, saj so posledice, ki so nastopile zelo negativne. Kot primer sta naprimer navedla Veliko Britanijo, kjer sedaj iščejo pot v povsem drugačne rešitve. Zato predlagamo v imenu SDS, da naj minister sedanjo razpravo spremeni in naj že v izhodišču upošteva druge kriterije, dodatne kriterije, poleg teh, za katere se je sam odločil, predvsem pa mora upoštevati tudi voljo ljudi, lokalnih skupnosti, mater, očetov, ki tam živijo in ki jih to zadeva v prvi vrsti. Kajti za njih v resnici gre. Oni so tisti, ki plačujejo tako ministra, politiko, kot tudi tisto silno stroko, ki se iz njih žal včasih celo norčuje, kajti stroka je ta od ministra imenovana stroka v podobi dr. Knede, v tem primeru padla na celi črti, saj se je norčeval iz podpisov pod peticijo, iz podpisnic, ko je dejal, da 100 000 nesrečnih mamic še ni stroka in da lahko pač stroka odloči tudi proti njim. In po drugi strani celo dejal, da imajo težave s tistimi 15 cm med levim in desnim
ušesom in da je to edina razdalja, kjer on vidi, da je v resnici problem. Kot rečeno pa stroka ni enotna in to je dobro. Zato je še vedno čas, da se poišče ustrezne rešitve, da se mrežo porodnišnic ohrani in razvija in za konec naj dodam nekaj, česar bi se morali vsi zavedati. Vlada, ki v enem letu vrže skozi okno 150 milijonov evrov za to, da bo ukinila vinjete, zaradi česar bo še več nesreč, tragedij, manj varnosti, pa daljše kolone in ponovni zastoj na slovenskih cestah, in ki po drugi strani stotine milijonov evrov v istem letu vrže skozi okno za reševanje tako imenovane gradbene industrije, v resnici pa bo ta denar šel bančnim, borznim, nepremičninskim špekulantom, nima nobene nelegalne, nelegitimne pravice, da varčuje pri zdravju ljudi, zlasti v najbolj občutljivi točki, ki jo za vsako družbo predstavljajo matere in otroke, torej pri porodnišnicah.